Put your head up, play! Jojo, Blaž, živijo, pozdravljen, kako si, kako gre? Pozdravljen, kar v redu, ti? V redu, zdaj le so rekla, mora samo en kratek intro dosnet za najm podcast, ki smo ga včeraj posnela zaradi poškodbe Luke, ki bo morda zdaj izpustil nekaj časa. Tako je, ja. Po teh prvih napovedih bi lahko manjkal na vseh 4 gostujočih tekmah. 2x Phoenix, 2x Clippersi. Ja, 4 zahtevna gostovanja, 2x zapored Sunsi, 2x Clippersi. In v podcastu sva ravno govorila o tem, da bodo te tekme, ta gostovanja, potem igrajo še proti letos izvrstnim Wizardsom in Cavaliersom, 2 presenečenjama sezone, tudi o tem sva nekaj govorila, ampak tisto, kar je bilo ključno, je, da smo vsi pričakovali, da bodo te tekme končno razkrile, pokazale, kaj dejansko je ta ekipa. Ker namreč še vedno težko povemo, kako dobra je pravzaprav ta ekipa. To je tisto glavno vprašanje. Njihov skor, razmere zmag in porazov je odlično. Če bi tako zmagovali celotno sezono, zmagali na 70% preostalih tekem, potem bi na koncu tudi bili top 3 ekipa, ampak o tem so pa tudi dosti govorila, kako so imeli lahek razpored na začetku sezone, izgubljali močno proti dobrim ekipam, premagovali stežka slabe ekipe in zato tudi imajo trenutno med temi prvimi 6 ekipami zahoda edini negativno koš razliko. Vsi smo upali, zdaj bojo naslednje tekme pokazale in bum, nesreča nikoli ne počiva, Luka si je zvil gleženj, tudi kolen rahlo, Blaž. Ja, zdaj sva že spet padla kar takoj noter v debato, pa preden pozava, samo če lahko všečkate tale posnetek na YouTube oziroma kjerkoli pa že poslušate in se naročite na kanal, pustite kakšen komentar, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google podcasti, kjerkoli pa že, in pa seveda ne pozabite na naše space na Twitterju, zdaj redno gostimo debate, ne pozabite naslediti na novem Twitter profilu Sportinfo Timeout z handlom @sportinfoc, kjer boste obveščeni sproti, ko bomo imeli nove debate, tako da vabiva res vse poslušalce, če imate željo kaj debatirati o košarki, pa se nam lahko pridružite, res je super platforma. Do zdaj smo izvedli, mislim, da že 3, 2 košarkarskega in 1 nogometnega in vedno je bil odziv zelo dober, tako da če ste fani govora o športu, pač se nam pridružite na Twitter spacih. Ja, jaz se pridružujem temu vabilu, kot tudi prošnji za naročnino všeček ali pa komentar, seveda vse to je zaželjeno. Ta Twitter Space je res taka zelo zabavna nova platforma, ki omogoča nam, da se uživo, takole kot midva pogovarjava in debate, tako kot si omenil, so res do zdaj bile zelo dobre, v vseh mogočih stvareh smo že debatirali. Tako da ja, kot sem rekel, se pridružujem tvojemu vabilu, pridružite se nam na Twitter Spaceu in lahko skupaj malo podebatiramo o vseh dogodkih in tudi o tej Lukovi poškodbi, morda upajmo, da ne bo to tema, ki se bo vlekla. Blaž, v nedeljo igrajo Mavericksi proti Clippersom že ob 21:30 po našem času, mimo grede na Facebooku bo Arena tole tekmo streamala, torej prenašala zastonj, si jo boste lahko ogledali tudi na Facebooku. Mi pa po tekmi planiramo en space debato na Twitterju in kot je Blaž rekel, @sportinfoc, tam boste našli vsa obvestila, povezavo pa tudi v opisu tega posnetka. Tako da to je to, da ne bova predolga, bi še kaj dodala. Rekla sva, morava nekaj o Lukovi poškodbi povedati, glede na to, da bo ta seveda vplivala na naslednje tekme. In da tudi očitno, Blaž, tisto, kar sva pa že večkrat povedala, ne samo v tem podcastu, potrebnih je kakšnih 20 tekem, da lahko odgovoriš na to vprašanje, ki sem ga zastavil na začetku, kako dobra je ta ekipa. In zdaj brez Luke še vedno ne bomo tega odgovora dobili. In to je tisto, kar morda na nek način to sezono dela še malo bolj zanimivo, kot bi si želeli. Bomo pa mogoče dobili odgovor na to, kako dober je v resnici zdaj Porzingis. To je pa druga točka in o tem sva tudi dosti govorila, napredku Porzingisa, dobrih igrah, kaj zdaj to pomeni za naprej, bi ga še vedno tradali, tudi o tem sva debatirala, ja, pa da ne bova predolga, pojmo kar veselo na delo z našo debato, Anada. Tako je.
Dallas je Blaž to sezono res ena taka čudna ekipa. Morda ni to neka resna analiza, s katero bi lahko začela, ampak tisto, kar smo do zdaj videli, v bistvu nekako postavlja več vprašanj, kot pa nam daje možnosti za zaključke. Ja, pozna se nov strokovni štab, poznajo se drugačne ideje Jasona Kidda, kot so bila prej pri Ricku Carlislu. Ekipa je pa praktično enaka, kot je bila prejšnje 2 sezoni. Mislim, da je Carlisle postavil optimalen sistem za igralce, ki jih ima ta ekipa, ki pa sedaj to probava nekako spremeniti. Zaenkrat še ne kaže, da bi našel boljšo opcijo za te igralce, kot je našel Carlisle in bomo videli, kako se bo ta zadeva izcimila. Je pa res, da se skozi sedaj popravljajo ta sistem, se skozi tvikajo akcije, kar pa potrebuje nek določen čas, da zadeve dozorijo, ampak zaenkrat pa še ni to najboljša stvar, ker bi jo lahko gledali. Predvsem ni lepa košarka in če imaš nekoga, kot je Luka Dončić in gledaš nelepo košarko, potem mislim, da je tam nekaj narobe. Ja, so nas že označili, da preveč samo negativo širimo, ampak nažalost to je in jaz eno stvar, ki moram reči, da smo pa vsi kot fani, jaz mislim, da smo vsi zelo neučakani. Vsi bi radi čim prej videli Luko na vrhu, na piedestalu lige NBA in mislim, da se nam lahko delno pa zaradi takšnih emocij tudi kaj oprosti, kakšna malo večja negativnost. Mislim, da smo bolj realni kot negativni, vsaj na teh spacih. Verjetno si zdaj ciljajo na tisto debato, ki je bila danes na Twitterju, češ da smo preveč negativni in ne dovolj analitični, pa če podam en analitičen podatek, po 12 odigranih tekmah ima Dallas še vedno enega od 10 najslabših napadov. Zdaj, tako kot si rekel, tvikajo, malce spreminjajo stvari, se uigravajo, tudi to je res, da ko določen napadalni koncept spreminjaš, ekipa pač potrebuje nekaj časa, da se uigra. Mislim, ne samo v napadu, tudi v obrambi je Kidd spremenil neke določene stvari, ki pa tudi zaenkrat še niso recimo obrodile želenih sadov. Namreč Dallas, kot sem dejal, ima enega od 10 najslabših napadov lige, 21. najboljšega in 19. najboljšo obrambo lige oziroma 11. najslabšo obrambo lige. Lani je bila tudi obramba malenkost boljša, napad pa dosti boljši, sezono predtem pa celo najboljši napad v ligi. In tukaj se še vedno vidi, da ekipa še ni osvojila tega Kiddovega koncepta, čeprav je treba reči, ko si omenil to tvikanje, spreminjanje, prilagajanje, se počasi zdi, da se vračajo k tistemu Carlisleovemu 5-out napadu. Kljub temu, da Kidd še vedno nekako trdoglavo vztraja s to peterko z obema centroma, Powellom in Porzingisom skupaj, se vendarle zdi, da potem med tekmo dosti časa tudi Porzingis igra kot edini visoki igralec, kar pa seveda takoj odpre precej več prostora in na tekmi proti Spursom smo ravno v teh postavitvah, ko je bil Porzingis edini center na parketu, lahko videli najbolj učinkovito ofenzivno igro Dallasa. Ne samo Dallasa, ampak Luke in Porzingisa skupaj. Končno sta igrala pick and roll skupaj, ki sta ga letos zelo malo igrala. Glede na to, da imajo pa v svojih vrstah, ne samo kot si ti omenil, enega od najboljših oziroma najbolj atraktivnih igralcev, s katerim ekipe vedno igrajo lepo košarko, ta igralec je tudi mojster pick and rolla in to do sedaj ni bilo dovolj izkoriščeno, predvsem zaradi tega, ker seveda Powell ni več to, kar je bil Powell pred poškodbo. Mislim, da je zdaj ta vzorec že dovolj velik, da lahko rečemo, da se Powell ne bo več vrnil v tisto formo, ki jo je kazal pred poškodbo, ko pa sta bila z Luko eden od najboljših pick and rollov lige, oziroma celo najboljši, preden si je Powell strgal Achillovo tetivo. In to je le nekaj problemov sedaj s to ekipo, ampak tekma proti Spursom morda je odprla oči Kiddu in v določeni meri tudi Kokoškovmu, pri katerem ne vemo, koliko odgovornosti nosi za ta malce bolj kompliciran napad, ki ni nujno slab. Mene motijo predvsem seveda tisti post-upi KP-ja, ampak ko go omenjam Kokoškova, se mi zdi, da zahteva od igralcev precej več gibanja, brez žoge, dosti akcije takih, kjer pač
od igralca zahtevajo ne samo gibanje, ampak tudi postavljanje blokov brez žoge, ampak to potem vsaj na dosedanjih tekmah pogosto tudi pripelje do določene zmede. Namreč KP ima zdaj precej več svobode v igri, kot jo je imel pod Carlisleom, in to pripelje do situacij, ko se recimo medtem, ko Luka igra izolacijo na vrhu rakete, Powell in KP znajdeta v raketi pod obročem, ker želita oba v določenem trenutku posta podigrati, ali pa Luka igra pick and roll s Powellom, KP pa v tem trenutku se postavlja pod obroč, ker želi posta igrati. Do take zmede pri resnih ekipah ne bi smel prihajati, ampak pridemo že spet do tistega, kar sem omenil, stvar igranosti je tudi to in vprašanje je, koliko časa jim lahko še damo, da se uigrajo. Čeprav mislim, da tako kot sem omenil, je Powell do zdaj dokazal, da nažalost ne more igrati v prvi peterki. Tako da to vztrajanje z njim v prvi peterki je zelo čudno. Ja, se povsem strinjam, ampak po drugi strani pa kdo pa je boljši center v tem trenutku? Ali postaviš KP-ja, pa koga daš potem na štirko, Maxi Kleber je poškodovan. Težka situacija je za Dallas, ker dejansko nimajo nekega res dobrega centra oziroma ali pa vsaj štirke, ki bi jo postavili zraven KP-ja. In to je pa težava, ki je v bistvu že od Pavlove poškodbe nekaj, kar niso najbolje popravili. Predvsem bom rekel, tukaj je problem front officea, se pravi pač športnega direktorja oziroma tega dela front officea, ker ne moremo to kriviti za Nika Harrisa in pa njegove ekipe, ki so ravno kar prišli, ampak so pa tukaj zaspali, ne? In to je tudi tista frustracija, ki pride vedno na novo na plan, je, da Dallas ima že 3 leta praktično enako ekipo. Recimo, menjali so Harrisona Barnesa za tisti trade exception, ki ga na koncu niso porabili, zdaj bi pa verjetno Harrison Barnes bil drugi, mogoče tretji najboljši igralec v tej ekipi in še kako zelo bi ga potrebovali, ker je bistveno boljši kot recimo Dorian Finney-Smith. In enostavno to je ta frustracija, no? Ker jaz upam, da bojo zdaj kaj naredili bolj pametnega, da bojo take stvari popravili, ker tudi Popoviča lahko pripelješ za trenerja, pa če nimaš ti igralskega kadra, da si kontender, pač enostavno ne more nihče narediti čudeža in to pač je problem sedaj v Dallasu, da ti si omenil zdaj Pavla, tudi recimo Dorian Finney-Smith je kar slabo začel sezono, ne nazadnje, večino trojk, ki jih vrže, so odprte mete, se pravi za 3 meče pa 27% učinkovitost, mogoče kakšen procent gor ali pa dol, ampak pod 30%, kar je katastrofa. Tukaj je mogoče tudi del problema, da jim trojke enostavno več ne padajo, ker ko jim enkrat začnejo padati trojke, se tudi potem spacing izboljša in ima potem tudi recimo Luka več možnosti za prodore. Jaz mislim, da bo pač potrebno počakati še nekaj tekem, da se bo zadeva res uigrala, ampak mislim pa, da kaj več, kot pa so kazali do zdaj, pač jaz mislim, da niti ne bojo. No. Mogoče bodo igrali lepše, mogoče ampak na koncu, kar se pa rezultata tiče, mislim, tako bom rekel, tudi če sedaj usvojijo Kidovo filozofijo na 100%, da vsi poznajo svoje vloge, vsi igrajo na vrhuncu svojih zmožnosti, še vedno mislim, da ta ekipa enostavno ni dovolj dobra, da bi lahko konkurirala za kaj več kot prvi krog končnice. Odprte trojke, ki si jih omenjal, recimo tiste, pri katerih je najbližji obrambni igralec, tam 1,80 m, 6 feet stran v trenutku izmeta, trenutno zadevajo Mavericksi 27,1%. Najbolj uspešna ekipa pri tem 76ersi so pri 41,3%, tako da to je kar znatna razlika, recimo. In to je eden od problemov, k kateremu se vedno vračamo. Ta roster preprosto ni dovolj dober. Zdaj je dovolj dober, da se bodo verjetno pri teh odstotkih odprtih metov, ki jih Luka na vsaki tekmi pridela celo vrsto, je po številu tako imenovanih potencialnih podaj, torej podaj za met, ki jih pridela, če tako rečem, soigralcem pri samem vrhu lestvice igralcev, vendar njegovi soigralci te podaje še ne izkoriščajo v takih odstotkih s tako učinkovitostjo kot v
prejšnjih sezonah. Zdaj ti si omenil, pomanjkljivosti v rosterju, se vemo. Rabijo dobrega centra, rabijo še enega ball handlerja, čeprav je tukaj Jalen Brunson naredil določen napredek, ampak če njega dajo v prvo peterko, potem še vedno rabijo enega ball handlerja, verjetno boljšega kot Nilikina na klopi. Tukaj mislim, da je še vedno prostor za Gorana, bova tudi o Goranu potem čisto na koncu še nekaj rekla, ker je končno po skoraj mesecu sedenja na klopi dobil priložnost in tudi odigral tako, kot se zagre, ampak o tem več malce kasneje. Dejstvo je, da je front office oziroma Cuban zaspal oziroma spi že dolgo časa, tako kot si omenil, ta nespremenjena postava. Mislim, res je malce absurdno, da so letošnjo sezono začeli z isto peterko kot recimo leta 2019, sezono 19-20. Zdaj imamo že dovolj velik vzorec neuspeha v končnici, da pride nekako v poštev tisti pregovor, da če počneš isto stvar in pričakuješ drugačen rezultat, je to definicija norosti. In zdaj seveda vprašanje, kdo je zdaj tukaj nor. Mi dva vedno udrihava po vodstvu ekipe, oziroma udrihamo, mnogi navijači udrihajo po vodstvu ekipe. Vodstvo ekipe pa očitno, Blaž, glede na spremembe oziroma glede na to, da niso nič spremenili, nič konkretnega spremenili v postavi, omenili smo prihode novih igralcev, Brown in Bullock, noben od njiju ne igra kakšne velike vloge, čeprav že spet tukaj pride upoštev tisti povratek k njihovim starim odstotkom, tudi one dva namreč mečeta te odprte mete zaenkrat slabše od prejšnjih sezon. Tako da lahko pričakujemo tukaj določen napredek in lahko pričakujemo, da bo ekipa še bolje igrala. Namreč jaz sem začel tistim čudna ekipa. Čudno je to, da med prvimi 6 ekipami, trenutno so Dallas Mavericksi 4, so edina ekipa, ki ima negativno koš razliko. To je en tak podatek, ki lahko skrbi in ki odraža to nelepo igro, če tako rečem, ki kaže na to, da napad Dallasa preprosto ni tako učinkovit, kot bi lahko bil oziroma kot bi moral biti. Zdaj, tukaj pa tudi pridemo do tega vprašanja vzorca. Blaž, mi pogosto rečemo, potrebnih je kakšnih 20 tekem, potem pa lahko že rečeš, da veš, kaj je ekipa. Zdaj, do teh 20 tekem ni več toliko zelo velik. Je pa res, da bo naslednjih 8 tekem po mojem dal dosti več odgovorov na vsa ta vprašanja o tej ekipi, ki si jih postavljamo. Naslednje tekme bodo kar zalogaj. Najprej igrajo proti Sunsom, potem še enkrat proti Sunsom, potem 2-krat proti Clippersom, potem proti Wizardsom in potem še verjetno proti najlepšemu presenečenju sezone proti Cavaliersom. Tako da teh naslednjih 8 tekem je kar zahtevnih in bomo videli, če bodo še vedno 4. ekipa po koncu teh tekem. Jaz rahlo dvomim. Glih vprašanje, a so Cleveland Cavaliersi ali pa Washington Wizardsi večje presenečenje. Wizardsi so namreč trenutno pred Brooklyn Netsi in pred Chicago Bullsi, ki je pa še ena ekipa, o kateri bi tudi lahko debatirali, čeprav glede na vse ukrepitve, ki so jih pripeljali poleti, in tukaj se pa lahko navežemo nazaj na Dallas, da ne bo zaplavala preveč v vzhodno konferenco, čeprav bo tudi ta prišla seveda na spored podcastov. Ampak Chicago Bullsi so naredili tisto, kar Dallas ni že lep čas naredil. Lastnik je odprl denarnico na široko in pripeljal igralce, šli so v ta luxury tax, plačali bodo davek na prekoračitev proračuna, visok davek, ampak so riskirali, pripeljali nekaj več talenta, Lonza Balla, DeMar DeRozana, o obeh sva govorila tudi kot o potencialnih free agentih, ki bi bili lahko zanimivi za Dallas Mavericks. Predvsem Lonzo je bil igralec, za katerega sem jaz menil, da bi idealno sodil poleg Luke kot tisti sekundarni ball handler in floor spacer. Mimo grede, letos meče preko 42% za 3, vrže pa skoraj 7 trojk na tekmo, ob tem pa še dobro obrambo igra. Tako da je tudi eden od razlogov za dobro igro Chicago Bullsov poleg DeMara DeRozana, in tega Dallas ni naredil oziroma ni pripeljal nobenega igralca, zaradi katerega bi mogel Cuban pogledati malce globje v denarnico, ampak so še vedno previdni in pridemo tudi do tistih razlogov za
vse te frustracije, namreč smo dovolj bentili v naših podcastih o tem, ko je zdaj že nekdanji GM Donnie Nelson po izpadu Dallasa proti Clippersom ponovnem v prvem krogu pravzaprav na nek način prelevil krivdo za to na Luko, češ da on ni soigralcev naredil dovolj dobrih, čeprav mu je nekako ratal več kot 10 podaj met na tekmo, kljub temu, da so slabške 30% metali za 3, kar pa vemo, da je izjemno težko in kaže na to, da je podajal več kot dovolj in vsi, ki spremljamo Dallas, vemo, da ni problem v Luki. Tudi to sezono, ki jo je začel malce slabše, ni problem v Luki. Problem je roster, problem je sistem, problem je zdaj morda tudi glavni trener, ampak tukaj mislim, da se oba dva strinjava, da je treba Kidu in Kokoškovemu in celotnemu štabu dati nekaj časa, ravno zaradi teh novih konceptov, več gibanja igralcev, ki sem ga že omenjal. Počakajmo še nekaj časa, ampak dovolj je pa indicev, ki nas lahko skrbijo, zaradi katerih nas skrbi, ne nazadnje ravno ta, da niso v postavi nič spremenili in bodo z isto postavo šli zopet v play-off, kjer pa morda lahko Porzingis to sezono skupaj s kakšnim Jalenom Brunsonom, pa morda še Dragićem, če ga pripeljajo, ravno za tega Pavla bi ga morda lahko tradali, glede na to, da je Pavel Kanačan. To so lahko eni taki X-faktori v letošnji končnici, ki lahko pretehtajo tehnico na stran Dallasa. Če bo pa temu res tako, oziroma tiste bo resne napovedi za končnico, bomo pa dejansko lahko naredili potem po teh 7-8 tekmah, potem igrajo še proti Pelikanom. To so pa rekla, seveda 20-21 tekem je pa že dovolj velik vzorec. Ponavadi, če gledamo zgodovino, je ekipa po 20, 21, zagotovo 25 tekmah, potem tudi na koncu sezone tisto, kar je bila po 20 odigranih tekmah. Ja, točno tako, in takrat bomo pa res lahko že kakšne malo bolj konkretne paralele potegnili. Tudi statistika bo nekako že se premaknila proti povprečju, tisto, kar ti vedno rad rečeš, regression to the mean, tudi med bo verjetno takrat bolj šel k povprečju, ne bodo verjetno več tako zelo slabi in takrat bomo tudi videli, kje so. Vse, kar lahko rečeva, je, bomo videli. Te tekme bodo povedale več in potem bomo lahko tudi z gotovostjo trdili, ali so te težave, ki jih spremljamo na začetku sezone, samo stvar uigranosti, stvar trdoglavosti Kida, za katerega sem že omenil, da še naprej ustraja s to peterko Powell in Porzingis skupaj. Tukaj mislim, da nujno more nekaj spremeniti. Predvsem zaradi tega, ker se je izkazalo tudi to, da Jalen Brunson in Luka skupaj zelo uspešno igrata, kar potrjujejo tudi številke. Ko sta one dva na parketu, ima ekipa pozitivno koš razliko. Ko pa sta one dva skupaj na parketu brez Porzingisa, pa še toliko bolj, čeprav upajmo, da je tudi ta zadnja tekma pri Porzingisu nek znanilec boljše igre, potem pa pridemo že spet do te negativnosti, ki sem jo bil jaz danes obtožen, ker sem namreč po tej zadnji uspešni predstavi Porzingisa tweetnul, da upam, da bo še naprej tako dobro igral, ker ga lahko potem morda tradajo za kakšnega koristnega igralca. Namreč upati, da bo Porzingis ostal zdrav, je mislim, da na tej točki že skoraj da utopija, Blaž. Res, da gledamo skozi zgodovino, ampak zgodovinsko ponavadi ekstremno visoki igralci so vsi imeli težave s poškodbami, ne nazadnje. Prvi, ki mi pade na pamet, recimo Yao Ming, ki ima zdaj v bistvu pri svojih, ne vem točno koliko je star, ampak mislim, da ima zamenjana že oba kolka. Morda niso imeli vsi visoki igralci težave s poškodbami, ampak tisti, ki so imeli težave s poškodbami, teh težav ponavadi v drugem delu svoje kariere, če se jim je to zgodilo, ko so bili še mlajši igralci, niso odpravili. To je namreč tisti problem. Porzingis bo star 26 let in do 26. leta praktično še nobene sezone ni odigral zdrav in vsako sezono izpusti vsaj tretjino, četrtino tekem, za drugo opcijo v kontenderju, resnem klubu, pa rabiš igralca, ki je bolj zanesljiv. Lahko upamo zoper vse dokaze do sedaj, da Porzingis vendarle ostane zdrav, v play-offu odigra izjemno, tako kot je v balončku pred enim letom odigral izjemno.
Ampak, a je to realno, Blaž, na tej točki? Zelo dobro vprašanje. Ne? Ja, jaz mislim, da ni. Ampak jaz še vedno mislim, da bi moral Dallas iztržiti za njega, kar bo lahko iztržil in poskušati srečo z kom drugim. Ne vem, jaz mislim, da bomo na koncu po 5 letih vsako sezono samo rekli, ampak zdaj to sezono bo pa KP res ta prav, zaradi tega, ker zdaj to sezono smo pa videli, zdaj tole je on zdaj delo v off-seasonu, vidimo pol stape meče, tretje, zdaj pa zihar bo in jaz se res bojim, da na koncu bomo pač pristali na temu, da bomo to govorili 5 let, potem pa bo njegova pogodba potekla. Ja, na tej točki je dejstvo, da se ta Porzingisova pogodba, max pogodba zaenkrat ni obrestovala in je zaenkrat do sedaj bila bolj za Dallas utež kot pa bonus, o tem sva tudi dosti govorila. Mislim, da je res edino upanje na tej točki, da Porzingis odigra del sezone na izjemno visokem nivoju, se kateremu GM-u zacedijo sline, če tako rečem, in je pripravljen dati enega res dobrega igralca, vsaj borderline all-star igralca, ki lahko odigra več kot 70 tekem na sezono za Porzingisa. Zdaj na kateri poziciji, če je to neki igralec, ki bi bil vsaj to kvaliteten, kakšen Jrue Holiday recimo v Milwaukeeju ali pa Chris Middleton v Milwaukeeju. O tem sva že dosti govorila, da če nimaš tistega drugega zvezdnika, pa potrebuješ vsaj 2 igralca, ki sta pa vsaj na meji tega zvezdniškega statusa in mislim, da lahko to rečemo za Middletona in Holidaya. Dejstvo je, da Dallas pri grajenju tega rosterja okoli Luke ni opravil dobrega dela. In upam, da bo zdaj vodstvo v prihodnosti, omenil si Harrisona, novega GM-a, vemo, Cuban je tisti, ki še vedno vse odloča, ampak upajmo, da bodo pokazali več poguma in tudi, da bo Cuban pripravljen odpreti denarnico tukaj, plačati kakšnega res dobrega igralca ali pa tradati za kakšnega res dobrega igralca. Lahko morda rečeva, da upava verjetno oba, da ne bojo zamudili še ene priložnosti in da bojo vsaj zdaj Gorana prepalali iz Toronta. Ko ravno omenjaš Gorana, je včeraj končno ponovno dobil priložnost pri Raptorsih, kjer je do sedaj, mislim, da 9 tekem obsedel na klopi. Uradni razlog je bil, da ga trener ni poslal v igro. Predvidevamo, da je tukaj šlo za neko, bom rekel tako, podmuklo izsiljevanje, da bi Gorana prisilili v kakšen buyout na tekmi proti Pistonsom. Sicer je Toronto izgubil, Goran je na tej tekmi iz igre metal 50%, trojke je metal 40%, za te oba prosta meta, pri tem imel še 5 skokov, 3 asistence, 2 ukradeni žogi in bil v prvi peterki z najvišjim plus-minusom, dal je pa 16 točk. Tako da čist veteranska Goranova predstava, tako kot on zna, ne more več igrati 38 minut na tekmo, ampak še vedno pa je zelo, zelo koristen igralec in jaz resnično upam, da bo pristal v Dallasu še letos, če ne pa drugo leto poleti. Mislim, da vsak GM, ki je gledal sinočno tekmo, lahko vidi, da bi tak veteran koristil eni dobri kontender ekipi, konkurenčni ekipi. Še posebej, če upoštevamo dejstvo, da je Goran tako dobro odigral, kljub temu, da je toliko časa sedel, sploh ni v tekmovalnem ritmu. Taka tekma je lepo pokazala, kaj pomenijo te veteranske izkušnje. Goran nima ne kondicije trenutno za 30 minut igre, to je tudi sam povedal, ker namreč tudi na treningih, zato ker ni bil v rotaciji, ni igral noč 5-5, je sam kondicijo naberal na treadmillu teku in seveda povedal, da 5-5 basket kondicija je čisto druga kondicija kot kondicija, ki jo rabiš za to, da na treadmillu malo tečeš. Zraven pa še nič ni uigran in da je lahko tako dobro tekmo, na koncu imel tudi najvišji plus v ekipi, ekipa, ko je bil on na parketu, ni izgubljala, se mi zdi, da to odraža na nek način dejstvo, ki smo ga lahko videli, da namreč igra imela rep in glavo. Toronto je dobra obrambna ekipa, v napadu pa precej bolj šepa in ni dvoma, da bi tak igralec seveda koristil tudi Torontu za kakšno zmago več, ampak letos njih ne zanimajo zmage. Zda se zgodi, da bodo Siakama tradali, morda tudi tukaj čakajo na kakšno priložnost za kakšen paket, da Gorana skupaj v kakšnem paketu kam pošljajo, ne vemo, kaj se dogaja v zadju. Ti si omenil to možnost, da želijo izsiliti nek buyout, kjer bi Goran ves denar pustil na mizi in
in da zato sedi. Dejstvo je, da ne sedi zato, ker ne bi bil dovolj dober ali pa ker ne bi mogel več igrati. Goran je še preklemansko dober igralec in jaz mislim, da če bo v play-offu dobil priložnost v resni ekipi, bo to tudi dokazal. Jaz pa upam, da bo to v Dallasu, ker ga rabijo. Ideja je seveda Jalen Brunson v prvo peterko skupaj z Luko in potem Goran in Nilikina sklopi. Mislim, da bi bila to res poštena branilska rotacija. Če bi pripeljali pa še kakšnega centra, recimo, bi pa lahko še malo bolj zgledali, ampak ne bomo zdaj v teh free agency movih. Mislim, da lahko morda na tej točki zaključiva, razen če ne bi še kaj dodal, Blaž. Jaz bi v bistvu samo to dodal, da jaz bi rad videl Gorana v neki kontender ekipi, da se bori za naslov, da ima to možnost, da ga ena ekipa, ki ima resne možnosti za naslov, pripelje. Vsi ga bi radi videl v Dallasu, tudi jaz bi ga rad videl v Dallasu, ampak če pa bi mogel izbirati in bi mu lahko dal možnost, da igra v eni ekipi, ki se bo resno borila za naslov, pa mu raj omogočil to in na koncu seveda, da bi mu to s tisto ekipo tudi uspelo. Jaz mislim, da si Goran res legenda slovenske košarke, legenda evropske košarke. Mislim, da vse, kar je on dal in vso smolo, ki jo je imel v svoji karieri, da bi si zaslužil NBA naslov. Legenda svetovne košarke, bil je all NBA, bil je all star, individualno je vse dosegel, ni imel pa ravno veliko sreče in ja, tista poškodba v lanskem bubble finalu je bila res neka vrhunska kulminacija, en skupek gromozanske nesreče in se strinjam, da bi bilo res lepo, če bi dobil še eno priložnost za boj za prstan, ki bi samo še postavil tisto češnjo na vrh izjemne kariere, no, če tako rečem. Pa da ne bova predolga, zaključiva, Blaž, na tej točki? Ja, se strinjam, lahko zaključiva na tej točki. Hvala vsem poslušalcem, ki ste si vzeli čas, da ste tole poslušali. Ne nam pozabiti slediti na Twitterju SportInfoSi, tudi za Space. Ja, Blaž, verjetno bomo pa res potem en Space naredili po tisti tekmi proti Clippersom naslednjo nedeljo, tako da lahko zdaj na koncu morda še enkrat povabimo vse poslušalce, da se nam pridružijo na Twitterju, samo ko objavimo tisto povezavo za Space, kliknete gor in se nam pridružite, pa skupaj malce predebatiramo vse dogodke, tako kot so jih midva zdajle. Nič, Blaž, lepo se mej, pa se slišva kmalu. Velja, adijo. Aj, čau.